Spoštovane soobčanke in soobčani Grosuplja, gospod župan, dr. Peter Verlič s sodelavci, spoštovani gospod minister, visoki gostje, župani sosednjih občin, občinske svetnice in svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, spoštovani prejemniki priznanj in nagrade občine Grosuplje, vsi nastopajoči, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da ste me povabili na letosnjo osrednjo občinsko slovesnost in dovolite mi, da v tej priložnosti spregovorim nekaj besed ne le kot predsednik državnega sveta, ampak tudi kot ponosni občan občine Grosuplje. Občina Grosuplje praznuje letos 23 let v novih občinskih mejah, kot so se začrtale z reformo lokalne samouprave v prvih letih naše nacionalne suverenosti. Ni naključje, da 25. junija, ob dnevu slovenske državnosti, slavimo tudi rojstni dan občine Grosuplje. Praznovanja so po eni strani priložnost, da se poveselimo, po drugi strani pa so tudi priložnost, da ocenimo prehojeno pot in pogled obrnemo naprej v prihodnost. V Sloveniji smo v zadnje četrt stoletja doživeli veliko lepih, pa tudi težkih trenutkov. Zagotovo smo lahko srečni, da smo si izborili lastno domovino. Osamosvojitev je epohalni dogodek v zgodovini vsakega naroda in vsi mi, ki smo imeli zgodovinski privilegij doživeti veličastnost rojstva nove države, smo lahko tega iskreno veseli. Te spomine in občutke s ponosom negujmo, kajti po njih so skrepeneli naši predniki, mnogi za domovino dali tudi svoja življenja, a je nikoli niso doživeli v polni miri, kot jo lahko doživlja naša in prihodnje generacije. Z osamosvojitvijo pa smo prevzeli veliko odgovornost za preživetje in razvoj novorejene države, ki je že stopila v čas odraslosti. Skozi celotno zgodovino smo se Slovenci za svoje težave izgovarjali na druge. No, sedaj smo prvič sami, odgovorni zase in odgovorni za prihodnost naših zanamcev. Občina Grosuplje letos praznik praznuje 23. V dobrih 2 desetletjih je bilo na lokalni ravni narejenega zelo veliko. In to je vidno na vsakem koraku. Na uspešni poti občina zasleduje potrebe in želje občanov in občank vseh generacij. Posebej me veseli, da se v Grosupljem lahko s ponosom postavimo ob bok tistim slovenskim občinam, ki ne skrivajo razvojnih želja. Možnosti so številne, mnoge med njimi so že uspešno realizirane, veliko izzivov pa prinaša s seboj prihodnost. Grosuplje se lahko v marsičem zgleduje, je pa tudi lahko vzgled naši državi, za katero smo si ob osamosvojitvi vsi skupaj srčno želeli, da bi se razvila moderno, uspešno in prijazno skupnost, ki bi prehitevala druge in se bila sposobna uspešno spoprijeti z izzivi sedanjosti in prihodnosti. Statistika v grobem kaže, da je četrtstoletni razvoj v Sloveniji med drugim prinesel višji bruto družbeni proizvod, spremenjeno strukturo gospodarstva, večji delež ločeno zbranih odpadkov, pa tudi staranje prebivalstva, manj učencev in več upokojencev. Veseli nas lahko, da v občini Grosuplje od te slike precej odstopamo, in sicer v pozitivnem smislu. Demografska struktura po starosti prebivalstva je ugodna, saj je prebivalstvo relativno mlajše, kot je povprečno v Sloveniji. Med prebivalstvom je enkrat več mladine kot starejših. Povprečna izobrazbena raven prebivalstva v naši občini je višja od povprečja, šola se več mladih in tudi življenjski standard občanov je v povprečju višji. Za nadaljnji gospodarski razvoj pa je zagotovo najbolj pomembno, da bodo mladi imeli možnost zaposlitve v domačem okolju in da bodo lahko prispevali gospodarskem razvoju občine, države in predvsem blaginji svojih družin. Perspektive so vsekakor odlične. Občina ima ugodno geografsko lego, hitre in kratke povezave do vseh večjih in pomembnejših mest, urejeno infrastrukturo in velik potencial gospodarskih subjektov.
tako domačih kot tujih investitorjev in podjetnikov. Vse to so podatki, ki zbujajo veliko optimizma in občini ter občanom napovedujejo lepo in uspešno prihodnost. Spoštovani, ob koncu naj čestitam vsem zaslužnim prejemnikom občinskih priznanj in nagrajencem. Čestitke gospodu županu, občinski upravi in vsem tistim, ki skrbite za urejanje in upravljanje zadev javnega pomena na način, ki ustvarja prijazno, življenjsko, bivalno in delovno okolje. Predvsem pa zahvala vsem vam, občankam in občanom, prav vsakemu izmed vas, ki kot posamezniki ali v okviru številnih društev skrbite, da je naša občina uspešna, ustvarjalna, živahna, polna energije, prijazna domačinom in tudi obiskovalcem. Predno se poslovim z tega govorniškega odra, bi rad izrazil posebno zahvalo za pogum in pripravljenost sodelovati gospodu županu in vodji občinske uprave, ki bosta na 1. julijski seji gostila Državni svet Republike Slovenije. Obiskali nas bodo tudi predstavniki in funkcionarji Evropske unije, s katerimi se bomo prav tu v Grosupljem pogovarjali tudi o prihodnosti Slovenije v luči nove evropske finančne perspektive. Gospod župan, hvala lepa, vsem skupaj pa želim lep praznični dan in uspešno nadaljnje delo. Hvala za besedo.